Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Danes za spremembo nekaj besed o spopadu med predsednikom vlade in predsednikom države, kot nekateri pravijo aferi Sova. Kaj o tem menijo poslanci? Svoje mnenje so nam izdali Jakob Presečnik iz SLS, Anton Kokal iz NSI in Majda Šerca iz Združenja gibanja Zares. Jaz mislim, da gredo stvari malo predaleč in da bi bilo treba umiriti žogo z obeh strani. Tu bi jaz pravzaprav rekel, da so vedno tri akteri, v Sloveniji sploh. Nikoli nista samo dve strani, ki se mogoče prepirata, vedno so tudi mediji, ki delajo zgodbo. In jaz tu v tem primeru bi resnično pozval tudi sam, ki sem večkrat pač tudi v operativni vlogi predsednika odbora za evropske zadeve, da bi mediji tudi odigravali, bom rekel, to vlogo, državotvorno vlogo. Jaz mislim, da bo vse skupaj Slovenijo bolelo še kar nekaj časa. Posledice bo potrebno sanirati tudi kar nekaj časa. Opozicija in pozicija sta na svojih položajih. Tudi Desus, ki je kot običajno nekoliko razdeljen, poslanec Franc Žnidaršič, ima o aferi bolj opozicijsko mnenje. Nihče strani tožilstva in policije in notranjega ministrstva in zakonodajne veje oblasti, mislim, da je ta afera gonja proti predsedniku države. Mislimo, da gre za brezpotrebno diskreditacijo, da gre za politični prestiž. In mi mislimo, da to ni dobro, tudi za bodočega predsednika države, kdorkoli pač bo, in mi odklanjamo take poteze. Žnidaršič kot Žnidaršič. Vse skupaj je seveda zelo nenavadno, kajti v vladni komisiji za nadzor Sove sodeluje tudi predsednik Desusa Karel Erjavec. A konec koncev, Žnidaršič o tem ne ve nič. Prvič slišim, da je naš minister Erjavec član te komisije. O tem nisem bil obveščen. Mislim pa, da ni dobro, kar ta komisija počne. Mislim celo, da nima kaj iskati nobena komisija v Sovi, razen preiskovalne komisije za nadzor te varnostno-obveščevalne službe, to je komisija Državnega zbora. O dogajanju okoli Sove, komentar dneva Bernard Nežmah. Ko se je razkrilo, da je Sova plačala obisk indijskega zdravilca pri predsedniku Drnovšku, je presenetil molk socialnih in liberalnih demokratov. Si predstavljate, da bi denimo operacijo državnega predsednika na zasebni kliniki plačala tajna policija? Brez dvoma bi vzkliknili, da je to za demokracijo nedopustno. Seveda ne dejstvo, da ima predsednik pravico, da gre na zdravljenje na račun proračuna, ampak način, da predsednika zdravljenje tretirajo kot državno skrivnost, ki jo omogoča in čuva Sova. Prav predsednik Janez Drnovšek je namreč vprašanje svojega zdravja postavil kot javno in politično temo. V zadnjih letih je dal serijo intervjujev, v katerih je podrobno pripovedoval, kako je premagal bolezen, v časopisnih kolumnah razkrival pot do duševnega ravnovesja, ki pripelje k dobremu počutju, propagiral vegetarijanstvo, pisal knjige, v katerih je delil nasvete, kako se človek s pozitivno voljo pozdravi sam, brez zdravnikov in vračev. Toda ta isti predsednik, katerega politična filozofija je bila govoriti o svojem zdravju kot čudežu, je na skrivaj poklical k sebi na pomoč alternativnega zdravilca, ki pa ga kot bogati človek ni plačal sam, ampak je njegovo pot plačala Sova. Klasični lik političnega prevaranta. A njegovi nekdanji partnerski stranki LDS in SD bočita. Ne vidite nobenega problema v tem, da se je rabota dogodila v času, ko je bil šef Sove brigadir Podbregar, ki je eden predsednikovih najtesnejših sodelavcev. Toda, kako bi liberalni in socialni demokrati ravnali, ko bi bil predsednik države Janez Janša in bi se razkrilo, da mu je šef Sove brigadir Krkovič, njegov tesni sodelavec, iz črnega fonda Sove plačal alternativnega zdravilca? Ni dvoma. Tedaj bi se kot eden postavili v bran demokracije, ki jo zlorabo Sove uničuje samovoljni predsednik. Politični prevarant, kaj? Ja, naš boš izraz. Zameril ti bo. Ja, to pa. Pravi,
My first contact was this young Social Democratic Member of Parliament who came to see me when I was in one of my very many opposition roles in Parliament. It was to then my great surprise when that same Member of Parliament, a member of your Foreign Affairs Committee, turned up in London as the Ambassador of Slovenia, but a very nice surprise. And then when I went to NATO to find out that he was also the Ambassador to NATO. So, in other walks of life they call it stalking. And the fact that he now runs the intelligence services of Slovenia is a bit worrying now, given the power that he may have. Takole pa je Lord George Robertson v Londonu hvalil našega direktorja Sove, Matjaža Šinkovca. Robertson je namreč prejel slovensko odlikovanje, red predsednika Republike Slovenije, in to za prispevek k slovenskemu vključevanju v NATO. Naj povzamemo, Lord Robertson pravi: Šinkovca sem spoznal kot mladega člana SDS, ponovno sem ga srečal kot ambasadorja v Londonu, potem kot ambasadorja NATO in zdaj kot vodjo slovenske obveščevalne agencije. Tip me očitno zalezuje. Po zadnjih izjavah Boruta Pahorja ob koncu maratona je jasno, da se boste na predsedniških volitvah spopadla z Lojzetom Peterletom. Socialdemokrati se glede tega še niso odločili, je pa Miran Potrč to zavest potrdil na sicer nekoliko svojevrsten način. Mislite, da bo ta kampanja letos imela veliko glasbenih vložkov? Jaz dvomim, jaz mislim, da bodo glasbeni in športni. Zaradi spopada predsednikov že nekaj časa čakamo tudi na guvernerja Banke Slovenije. Bo novega guvernerja predlagal šele novi predsednik? Drnovšek in vlada se o tem ne moreta sporazumeti. Mnenja o tem, kdo je kriv, so seveda deljena. Sašo Peče pa ima kot vedno za to logično razlago. Kakšnega generalnega problema ne vidim. Banka Slovenije, centralna banka, funkcionira tako kot more. Kar se pa tiče samega postopka, imamo pa žal v okviru naše zakonodaje, v okviru Ustave Republike Slovenije, postopek, ki ločuje med imenovanjem in glasovanjem. In seveda, dokler bo ta dva avtonomna nosilca lastnosti bila enakovredno vpeljana oziroma vpletena v sam postopek, tog časa se pač lahko dogajajo, nekateri pravijo zapleti, drugi potem pravijo demokracija. Tatjana Rekar je predstavila svojo knjigo Razvoj cerkvenih šol v postsocialističnih družbah. Kako je z javnim in zasebnim izobraževanjem, kakšen je vpliv katoliške cerkve na izobraževalni sistem. Glede na izrečeno bo, kljub razlikam, ki so v Evropi očitne, v prihodnosti najbrž večji, kot je sedaj. In potem sem se v tematiki cerkvenih šol začela pogovarjati s kolegi iz Irske in sem ugotovila, da so tam nekako vse izobraževalne institucije od vrtcev pa do univerze ustanovljene strani rimsko-katoliške cerkve, hkrati pa so to državne javne šole. Ko smo se pogovarjali, seveda meni se ta ureditev zdela problematična, medtem ko mojim kolegom iz Irske nekaj popolnoma samoumevnega. Na otvoritvi druge godbe so nastopili Gotan Project. Bilo je živahno in dobro. Za konec, v športu veliko novega. Vreme bo. Iz ljubljanskega studia 136, vesti na vesti. Nasvidenje.